Ja, prav vesel sem, dragi moji mladi prijatelji, če ste poslušali prvo pravljico o čebelici Leji. No, tu pa je zdaj še druga pravljica, ki vam jo bom prebral. Naslov pa ima Veselo pričakovanje. Rojevalo se je lepo jutro, sonce se je že dvignilo prek hriba, kjer je bilo skrito. Tu in tam je kateri izmed žarkov obsijal čebelnjak. Čebele v njem so se začele počasi prebujati. Prvi se je, kot vedno, prebudil čebelek Mojster, za katerega je bilo ponavadi noč predolga. Takoj, ko je na hitro pomežiknil zdaj z enim in zdaj še z drugim očesom, je že začel iskati orodje. Pri tem si je veselo mrmral: "Joj, koliko dela me še čaka." Kar malce preveč glasno si je mrmral, za nameček pa mu je z drobne ročice nerodno padla majhna žaga in tik zatem še kladivce. Nejevoljen, da tako zgodaj lomasti po njihovem panju, se je tudi preostali del njegove družine počasi prebudil. Malo so k temu pripomogli tudi žarki, ki so bili vse toplejše in ki so prijazno vabili na obsijane travnike. Najbolj se je tega razveselil čebelek Umko. "Ali moraš tako zgodaj vstajati?" je bolj zase kot za druge začebljal. Povrh vsega je bil zadnje dni malce nervozen. Že zelo malo neučakan. Njegova čebelica Leja je postajala vse lepše dekle. Kar nekaj sosednjih čebelkov je pogledovalo za njo. Tudi vabila so prihajala. Eni so jo vabili na pašo, drugi na pogovor pred večerom, nekateri so jo v svoji zaljubljenosti nerodno zbadali, tretji pa so modro molčali. Verjetno so si ob tem mislili, da njihov čas še prihaja. Umkov drugorojenec, čebelek Miha, je bil še majhen in se ni niti zavedal, da postaja pravi fant. Kljub temu pa je čutil, da mu prijazna sestrica počasi uhaja. Tako se je še kako dobro zavedal tudi Lejin očka Umko. Ampak tokrat ni bil le malce nervozen zaradi svojih pridnih otrok. Ne. Iz uro v uro se je namreč spraševal, koliko časa bo moral še čakati na tretjo čebelico. Pravzaprav na čebelka. Ja, tudi čebelice so, preden povijejo, pozanimajo, kaj bodo povile. Čebelico ali čebelka? Zato ne čudi, da je bila čebelica mama Lili radovedna. Že pred časom je stopila do čebelice Metke Cvetke, ta je bila prava enciklopedija zdravja. Ko je sama pričakovala, ni želela vedeti, ali bo povila čebelico ali čebelka. Tudi če ji njen čebele Mojster še tako prigovarjal. "Nič ne bom povedala, kar bo, pač bo," mu je odgovorila vsakič, ko si je smukal okrog nje in si ji prilizoval. To je bila njuna igra, zato ni bilo pri Mojstru začutiti nobene jeze. Je pa bilo veselje toliko večje, ko je prvič v svojih delovnih, a nežnih rokah držal drobceno bitje. "Tristjan bo," je rekel takrat. Jaz bi pa rada, da je še Leon zraven." Hitro sta se zedinila. Pa naj bo Tristjan Leon. Tristjan Leon je postal prava zvezda njihove čebelnjaka, kajti bil je edini z dvema imenoma. Kako je bil ponosen, ko je začel letati okrog čebelnjaka, a ne daleč, ker so se zanj skrbni starši zelo bali. Tako kot vse čebelje mamice in očki. "Fant bo," je Metka Cvetka po kratkem premisleku rekla proti že precej okrogli čebelici Lili. To je bilo veselje, ko je zvečer, ko so legli k počitku, sporočila skrivnostno novico, ki pravzaprav, takoj ko je obelodanila, ni bila več skrivnostna. V hipu so vsi v čebelnjaku izvedeli za veselo novico. Mihec in njegov bratranec sta bila vesela, ker bodo v družini zdaj že 3 fantje. Čebelica Leja pa se tudi ni pritoževala. Tiho, da je niso slišali, si je zamrmrala: "Juhuhu, še vedno bom edina punčka." Medtem so se vsi zbrali pred odprtino v panj, le čebelica Lili za čuda ni bilo. Ponavadi se je med prvimi prebudila, tokrat se je iz njenega kota panja
slišala tiho, a dovolj odločno. Metka, Cvetka, pridi k meni, moj čas prihaja. Ko je to slišal čebelek Mojster, se je z majhno žago nerodno ranil. Zdaj se mu je pa res smodilo dokončati zibelko. Žagin zob je bil ojster, zato je morala Metka Cvetka najprej oskrbeti njegovo ranico. Ker je poznala na stotine zdravilnih zeli, je takoj vedela, da jo bo Arnika najučinkoviteje zacelila. Zraven mu je zabičala, čeprav je vedela, da je ne bo poslušal. Danes počivaj. Mojster je nekaj zamrmral, bilo je kot nekaj takega, ja. V resnici pa je dejal tudi, ja, ampak še prej moram do konca sestaviti zibelko za svojega majhnega nečaka. A drugega dela njegovega mrmranja Metka Cvetka ni slišala, saj je že hitela k čebelici Lili, ta se je trudila na svet spraviti novo življenje. Res je bila tega že vajena, ampak saj veste, dragi mladi in malce starejši otroci, poviti ni kar tako. Če bi bilo, bi se tega lotili tudi moški. Pa se ne. No, mi moški smo bolj za težaška opravila in tudi čas moramo imeti, da kakšno stvar temeljito razmislimo. Čebelico spraviti na svet in vse, kar sodi zdraven, bi nam vzelo preveč časa. Tako so modrovali skorajda vsi, od blizu in daleč, brez izjem. Čebelice, ki so že postale mamicam, so se pri tem naskrivaj nasmihale in tiho šepetale druga drugi. Taki so naši moški, a jih imamo vseeno nadvse rade. Mojster Borut, ki je skoraj že sestavil majceno zibelko, je k sebi na pomoč poklical še Umka. Prosim, pridrži mi še zadnjo deščico, da jo pritrdim. Umko je bil tiste dneve, ko je čakal na srečni trenutek, ko bo čebelek pokukal na svet, kar malce odsoten. Še računalniški skrivnosti z daljnih čebelnjakov ga niso pretirane zanimale. Verjemite, da tudi pri pomoči mojstri ni bilo z njim veliko bolje. Kakorkoli je prijel deščico, je bilo narobe. Ko sta nekajkrat skupaj poskušala deščico, na kateri je bilo izpisano ime Luka Toni, pritrditi na sprednji del zibelke, se je vedno kaj pripetilo. Enkrat je bila obrnjena na glavo, drugič mu je padla iz rok. Sicer pa, ja, prav ste prebrali, še en čebelek bo imel dvojno ime. Tisti čas je bilo to zelo priljubljeno. Pa še drugi del imena je v Umkovi rodbini segal daleč nazaj. Ime Toni ali Anton je nosilo več generacij. Ni jima šlo. Ko je mojster opazil, da skupaj nikakor ne bosta zmogla, je rekel: Umko, pojdi pogledat, ali je tvoj korenjak že prišel na svet. Medtem ko je Umko poln pričakovanja odšel proti skritemu kotičku, v katerem se je trudila njegova izvoljenka Lili, je mojster delo dokončal, 3 otroci pa so se odpravili na pašo. Tako kot je bilo dogovorjeno, je imela glavno besedo najstarejša čebelica Lea. Mlajša sta jo morala, hočeš nočeš, poslušati in slediti. Tako jima je naročila Metka Cvetka, ki tokrat ni imela časa, da bi šla z njimi in jih poučila o skrivnosti cvetlic. Bolj kot so nabirali cvetni pelok in srkali drobne kapljice jutranje rose, so naši čebeli korenaki veselo pristajali zdaj na eno in takoj naslednji trenutek na drugo cvetico. Na kakšni udobnejši so se veselo zazibali sem ter tja, si krilca obarvali s cvetnim prahom, se malo otresli in odčebljali k drugi cvetlici. Lea, ki je imela pred dnevi bolečo izkušnjo, je opozorila: Izogibajte se visokih ivanjščic, saj veste, kako hudo je bilo, ko se je prenovila in sem padla. Miha in Tristjan Leon sta se še kako zelo dobro spomnila, kako sta morala reševati čebelico Leo, ko si je v padcu zlomila zadnjo nogico. Za nameček
se je takrat nevarno bližala plazeča se nevarnost. Ja, Bog ve, kaj bi se lahko zgodilo. Zato se tistega nemirnega jutra niso preveč oddaljevali od čebelnjaka, niti se niso izpostavljali drugim nevarnostim. V tistem trenutku, ko so pod seboj ravnokar zagledali cvetočo rumene bele marjetice, so oddaleč zaslišali Umka, ki je med letom proti njim vriskal od veselja. Vse je v najboljšem redu, v naš čebelji svet je prijokal pravi korenjak. Mamica Lili je zdrava, juhuhu! Ne vem, kaj je bil razlog, da je veselo kričanje za nekaj trenutkov utihnilo. In tudi srečnega očka ni bilo nikjer več videti. Ja, le kaj se mu je zgodilo, so se spraševale čebelice. V tistem pa je proti njim že letel mojster, ki je vse skupaj obasoval z roba čebelnjaka. Medtem ko se je Lili trudila in ji je pomagala metka cvetka, je imel sam še nekaj zadnjih opravkov okrog zibelke, z enim očesom pa je skrbno gledal proti majhnim čebelam, ki so preletavale cvetoč travnik. Ko je tudi sam zaslišal veselo Umkovo kričanje, ki je sporočalo, da se jim je čebelja družina povečala za novega člana, je opazil, kako nerodno se je srečni Umko z glavico zaletel naravnost v steblo visoke ivanjščice. Oh, te ivanjščice, tako lepe so, pa je naši družini vedno kaj zagodejo, je mrmral mojster, ko je hitel na pomoč. Na srečo je srečni očka Umko kmalu prišel k sebi, nič se mu ni zgodilo. Pozneje ob toplih večerih se je mojster hvalil, da je okrog Umkove glave videl nešteto zvezdic, ki so se prižgale ravno v trenutku, ko ga je po trku z ivanjščico za nekaj sekund vzelo. Tudi sam sem videl svetleče zvezde, ni bila samo ena, nešteto jih je bilo, mu je pritrjeval Umko. Vsi drugi so se veselo nasmihali in si mislili vsak svoje. Kakorkoli že, zvezde da ali ne, Umko je imel srečo, da mu je na pomoč priskočil mojster ter pozneje tudi Leja, Miha in Tristjan Leon. Složno so ga malce omotičnega odnesli proti čebelnjaku, v katerem je počasi prišel k sebi. Le modrica na čelu je bila dokaz, da se je res zgodilo bližnjo srečanje z vitko ivanjščico. Zvezd okrog njegove glave ni bilo več. Le malce nerazumno je čebljal, kot da bi namesto zdravilnega propolisa spil še kaj drugega. Sumili so, da si je v nestrpnem pričakovanju pomagal z gospodarjevim napitkom. Tega ne bomo nikoli izvedeli, ker je vedno, ko je beseda nanesla na tisti srečno nesrečni dan, dejal, da se ga ne spominja prav dobro. Saj veste, imel sem precej bolečo srečanje z ivanjščico, ki se je postavila ravno na mojo pot. Ni treba poudarjati, da so vsi planili v Prešeren smeh, tudi srečna mamica Lili, njen niti tretji otročicek ni vzel veselja do svetlega pogleda na svet okrog sebe, ki se je dušil v kemikalijah. Ah, ampak to je že druga zgodba. Ko je pomislila na vse tri srečne dogodke, je vedno ljubeče pogledala proti včasih nerodnemu Umku ter skrbni čebelici metki Cvetki in svojemu bratcu čebeljemu mojstru. Najsrečnejša pa je bila, ko je pogledala proti čebeljemu naraščaju. Z metko Cvetko sta pogosto sedli na rob čebelnjaka in ponosno zrli proti cvetočemu travniku, na katerem so se zabavale čebelice in čebelki, ki jih je bilo iz dneva v dan več, ter ob tem v čebelnjak prinašali vse tisto, kar prinašajo tudi odrasle čebele. Na zimo se je treba pripraviti. To so vedeli vsi, ki so živeli v njihovem čebelnjaku. Z metko Cvetko sta si pogosto rekli, ko naju ne bo več, bo za nama ostala lepo vzgojena množica čebel in čebelkov. Je lahko kaj lepšega? Pa srečno, dragi otroci!